Diagnoza hereditarni angioedem je zagotovo nekaj, kar nam je slabo poznano, zlasti v laični javnosti. Ker pa gre za redko bolezen, je morda tudi v strokovni javnosti vsaj občasno še tabula rasa. Zato me zanima, kakšno obolenje je to, kako je z diagnostiko, zlasti zgodnjo diagnostiko, in kako se odvija obravnava oziroma zdravljenje obolelega. Res je, zdaj, kot že ime pomeni hereditarni angioedem, gre za dedno bolezen, prirojeno bolezen, gre za genetsko napako, zaradi katere prihaja do zagona otekanj. Ne pa otekanj, ki so sprožene po določenem mehanizmu, ki je drugačen kot pri alergijskem otekanju. Zato tudi zdravila, ki jih uporabljamo za alergijsko otekanje, tukaj ne delujejo. To otekanje se pojavi nenadoma, še nepojasnjeno zaradi katerih sprožilnih dejavnikov, pogosteje se pojavlja v najstniških letih in potem skozi celo življenje. Res pa je, da več kot polovica bolnikov, ki ima to diagnozo, poročajo o podobnih napadih že v otroštvu, in več kot polovica bolnikov imela podobne napade, ki so bili neprepoznani že pred 14 letom. Ti napadi so lahko samo moteči, če se pojavljajo na zunanjih delih telesa, na oteklinah, na rokah, na nogah, pojavljajo se na genitalijah, lahko so zelo boleči, če se pojavljajo na črevesju. Kadar se pojavljajo na črevesju, je to tako huda bolečina, da se lahko včasih zameša za kakšno nevarno obolenje v črevesju in so zaradi tega bolniki tudi operirani. Če se pa pojavljajo take otekline v dihalnih poteh, v grlu, še višje, je pa to življenje ogrožajoče. In zelo nevarno je, če se taki napadi pojavljajo po recimo operacijah, ki se dogajajo v žrelu, kadar odstranjujejo mandlje, kadar odstranjujejo žrelnico, lahko ta manipulacija sproži napad in pri majhnih otrocih je lahko to za njih tudi usodno, če se zgodaj ne prepozna. Glede na lokacije oteklin, ki ste jih omenili, pa verjetno lahko sklepamo, da je tudi to razlog za včasih zelo pozno postavljeno diagnozo ali morda tudi za napak postavljeno diagnozo. Tako kot pri vseh redkih boleznih, simptomi so lahko podobni drugim vzrokom in se zato pri boleznih, ki se veliko bolj pogosteje pojavljajo, tudi ti simptomi skrijejo. Če pa se take otekline pojavljajo pogosto, brez da bi osnovno zdravljenje na to vplivajo, če se pojavljajo na teh značilnih mestih, asimetrično, na periferiji, tukaj pa je potrebno relativno zgodaj pomisliti na to diagnozo. Ve se, da je več kot 2/3, mogoče 3/4 bolnikov imajo podobne izkušnje že njihovi starši, stari starši, tako da se v takih primerih hitreje pride do diagnoze. Ker se posumi, da gre za enako vrsto bolezni, se naredi presejalne teste in potem tudi z genetskimi testiranji to bolezen potrdi. Težje je pri bolnikih, kjer se ta bolezen pojavi kot prvo, ko pride do mutacije naključno. Pri teh bolnikih pa je diagnoza večkrat zakasnela. Po študijah je bila diagnoza zakasnela tudi več kot 5 let. Kako pogosto pa se na klinični ravni, na pediatrični kliniki srečujete s to diagnozo? Ker je to redka bolezen, je tudi bolnikov v Sloveniji malo. Večinoma traja kar nekaj časa s temi zagoni bolezni, da se do diagnoze pride. Trenutno na pediatrični kliniki vodimo 2 bolnika, predhodno so pa vsi ti bolniki, ki se sedaj vodijo pri odraslih, saj polovica oziroma četrtina do tretjina izmed teh se je že vodila na pediatrični kliniki, kjer pa diagnoze takrat še niso znali postaviti. Vemo tudi, da je v Sloveniji gotovo še nekaj bolnikov, ki so neprepoznani, in pri teh bolnikih je seveda treba ob takih značilnostih bolezni na to hitro posumiti in poslati na dodatne preiskave. In kakšen je zdaj strokovni pristop, denimo pri otroku, pri katerem kot prvemu v družini odkrijete to bolezen, ali potem avtomatično preiščete oziroma pregledate tudi ostale družinske člane, verjetno? Torej, če najdemo prvega bolnika iz družine, kjer še ni poznano, seveda moramo to bolezen najprej potrditi, najprej so tukaj presejalni testi, ki, če so napadi že zelo zgodaj, pri nekaterih primerih tudi že v 1., v 2. letu, so lahko ti presejalni testi še lažno negativni, nam ne zadoščajo, moramo te presejalne teste ponoviti in potem
v Sloveniji imamo to srečo, da v bistvu zelo hitro prijemo tudi do genetske diagnoze. Ko je to z genetskimi diagnozami, funkcionalnimi testi bolezen potrjena, se potem bolezen ustrezno zdravi in če je še kdo v družini, ki ima podobne težave, seveda tudi njega tako hitreje pridemo do prave diagnoze pri družinskih članih.